Beletrina v živo. Lep pozdrav, tokrat gostimo v Avstriji živečo slovensko avtorico Ano Marvan. Poznamo jo že po romanu Zabubljena, ki ga je napisala v slovenskem jeziku. No, danes pa se bova pogovarjali o njeni kratki zgodbi Krota, noveli Krota, za katero je junija na Dnevih literature v nemščini v Celovcu prejela prestižno nagrado Ingeborg Bachmann. Ana, najprej toplo pozdravljeni in seveda čestitke za to nagrado. Da ste se lahko potegovali za nagrado Ingeborg Bachmann, ste besedilo morali napisati v nemškem jeziku. Prevedla ga je pa v slovenščino Amalija Maček. Kako je brati prevod lastnega dela? Ja, najprej hvala za povabilo. Ponavadi je čuden občutek, zlasti če se uporabljajo besede, ki jih sam nikoli ne uporabljaš, in potem bereš tekst kot nekaj na pol tujega. Pri prevodih je tudi ponavadi jasno, tako res črno na belem, da je človeška govorica samo neko nepopolno približevanje pomenu in da se nesporazumom ne da izogniti in da so včasih na mestu, kjer jih človek najmanj pričakuje, kjer je bil prepričan o jasnosti, ampak imela sem veliko srečo, da je Amalija Maček pristala na prevod in sodelovanje z njo je bilo res idealno in tudi njen prevod je bilo zelo lepo brati. V Avstriji sicer živite in delujete že 17 let. Skratka, niste novinka na tamkajšnjem literarnem prostoru, pa vendar, kakšen pomen ima nagrada Ingeborg Bachmann? Naj povemo, da je težka 25.000 evrov. Verjetno vam je oziroma vam še bo odprla kakšna nova vrata. Ja, nagrade pisatelju res čez noč spremenijo življenje in včasih je čudno opazovati, kako nek tekst, ki prej nikogar ni zanimal, nenadoma zanima veliko ljudi. Glede tega imam zelo mešane občutke, ampak dobra stran vsega tega je, da pridem v stik s pisateljskimi krogi, s katerimi nisem se prej čutila povezano samo skozi tekste in da so mi odprte možnosti sodelovanja pri zanimivih projektih. Na primer, moja zgodba ima v originalu naslov Wechselkröte, zelena krastača. To je posebna vrsta krastače, ki je na seznamu ogroženih živali in čisto po naključju je postala dvoživka leta 2022. Zato sem bila na primer povabljena v Berlin in sem na herpetološkem kongresu lahko prebrala svojo zgodbo. In tam sem spoznala veliko ekspertov, biologov in povabili so me, da za podcast o ogroženih živalih preberem še nekaj o poljskem hrčku, ki je tudi ogrožen. Hočem reči, odpirajo se tudi bolj zanimiva in manj pričakovana vrata, kar me res veseli, zlasti glede na to, da sem prej leto živela precej odročno, samotarsko bi rekla. No, ko ste pisali to novelo Krota, pa niste vedeli, da je zelena krastača dvoživka tega leta, kaj ne? Ne, napisala sem zgodbo mesec, preden je bila žaba krastača razglašena za dvoživko leta. Se tudi sami ne počutite kot dvoživka v kakršnem koli smislu? Ja, jaz ponavadi ne rada razlagam motive in metafore v svojih tekstih, ker se avtorju na žalost pogosto verjame bolj kot interpretu. Jaz pa mislim, da je tudi avtor samo interpret. Ampak mogoče lahko pri krastači naredim izjemo, ker gre za neprevedljivo specifiko njenega nemškega imena. Wechselkröte pomeni zelena krastača in to bi se dalo dobesedno prevesti kot spremenljiva krastača in ta je redka in zaščitena. Navadna krastača pa se v nemščini imenuje Kreuzkröte. Kreuz pomeni križ. In v avstrijskem vaškem okolju, ki je tradicionalno katoliško in se ponavadi vaščani srečujejo v nedeljo pri maši, se mi zdi zanimiv ta namig. Priseljena protagonistka je pa drugačna, čudna vrsta, nekako razpeta med
prilagajanjem in iskanjem identitete kot spremenljiva krastača. Ampak ta imena so bila ena tistih pomenljivih naključij. Seveda nisem iskala živali, ki bi ustrezala mojemu načrtu, ampak ja, prevajalka Amalia Maček je tako začutila pomensko naloženost naslova in ni želela prevesti biološko, zelena krastača, ampak je za moje pojme zelo lepo našla kroto, ki je v slovenščini tudi nekako večpomenski izraz. In ko sem govorila z njo, mi je povedala, da je razmišljala tudi o dvoživki, kar je v slovenščini predvsem metaforično, v nemščini dvoživka nima tako poetične, tako pomenljive oznake, ampak to se je zdelo potem preveč široko in jaz se strinjam. Prosila sem vas, da nam preberete en odlomek iz krote. Ja, bom prebrala samo en odstavek. Zaradi žalne tančice ne morem več prevzemati paketov. Zadnjič se je poštar ob predaju za hip dotaknil moje roke, njegove oči pa so zanikale vsakršno namero oziroma dopuščale dvom vanjo. Hočem reči, povem mu za komarja nadlogo in vprašam, ali bi počakal, če bi odslej prevzemala pakete pri vratih. Reče mi, ni problema, da lahko pozvoni in paket odloži pri vratih. Tako torej, domišljam si, da bi počakal name, če bi bila tančica bela. Vse težje najdem stvari, na katere lahko prevalim krivdo. No, na kratko smo zaslutili to glavno protagonistko. Skratka, za novelo je značilno, da ima manjše število oseb, da ima en osrednji dogodek in pa navadno presenetljiv obrat. In vse to vaša kratka zgodba ima. Napisana je v prvi osebi, kot smo lahko slišali. No, na kratko vsebina. Tudi tokrat se ukvarjate z medčloveškimi odnosi. Razvidno je, da se zgodba dogaja v času epidemije koronavirusa. Protagonistka, katere imena ne izvemo, je osamljena, razmišljujoča mlada ženska. Pred kratkim se je preselila v novo okolje. Njen edini obiskovalec redni je poštar, nekje izreče, da pogreša otroške dni, ko so ji ljudje še dajali navodila. Znajde se namreč v težki življenjski situaciji. No, in nato nekoč najde zeleno krastačo, to zaščiteno živalsko vrsto, ki ni nek princ, ne. Kaj še lahko poveva o zgodbi, da ne bi izdali preveč, ne navsezadnje gre le za kratko zgodbo? Kar se vsebine tiče, mislite? Ali pa glavne junakinje, konec koncev. Ja. Glavna junakinja, recimo, kot sem že nekako nakazala s primerjavo s krastačo, ki se mi zdi zelo metaforična, je oseba, ki nekako išče prostor v novem okolju in skozi ta proces išče tudi sebe. Pravzaprav, tako kot večina mojih protagonistov, ni prepričana, ali želi spoznavati svet okoli sebe ali sebe v tem svetu. Verjamem, da je veliko bralcev ali pa novinarjev, s katerimi ste imeli intervju, predvidevalo, da gre za avtobiografsko zgodbo. To ni, ne da bi vlekla neke vzporednice med vami in glavno akterko, ampak zanima me, kako recimo vi gledate na življenje, na ovire, ki vam jih prinaša. V moji zgodbi, na primer, je kraj precej realističen, ampak seveda je vse pretirano. Krastača je resnična, na primer. Osebe pa so vse izmišljene in vključno s protagonistko, zato se mi zdi res zanimivo, da me veliko ljudi vpraša. Eno od prvih vprašanj je, če je poštar prebral mojo zgodbo. In še bolj zanimivo se mi zdi, da imam na to celo zanimiv odgovor. Največ gre spet za naključje, ampak poštar je dejansko nehal prihajati in zamenjala ga je poštarka. Zanimivo se mi zdi pa tudi,
In pričemer je zanimivo, najbrž eufemizem, da čim pišeš v prvi osebi, se zelo težko znebiš identifikacije s protagonistom celo v literarnih krogih. No, kot ste omenili, a sem vas prekinila, se opravičujem, ker je malo Ne, ne, zanimivo. ne, prosim, ja, sem končala. V zgodbi je, kot ste nakazali, vseeno nekaj avtobiografskega, ne, da ste tudi sami nekoč našli to zeleno krastačo. Kaj se je potem zgodilo? Ja, tudi ta del je resničen in res sem poklicala na deželno upravo, dobila navodila za prevoz krastače. In pravzaprav se mi je pa potem vsako leto dogajalo, da sem več teh krastač prinesla v narodni park. In po kaki 5. sem potem nehala s prevozom, ker sem dobila občutek, da mogoče le ni tako ogrožena, čeprav najbrž to ni bilo prav. No, ko sem vas prej povprašala po vašem gledanju na življenje, na življenjske ovire, moram reči, da mi je bilo pri branju Krote všeč to, da težko temo obvladujete z precejšnjo mero lahkotnosti, duhovitosti, tudi humornosti. Je tudi sicer tako v življenju vašem? Ja, zdi se mi pomembno, da življenje pač jemlješ resno, ampak z določeno mero lahkotnosti. Mogoče je tema moje zgodbe, prej sem se najbrž izognila vprašanju, res nekoliko težka. Gre za to, da na neki točki, življenjski točki ženska, bom še enkrat začela, da je na neki življenjski točki vsaka ženska soočena s to družbeno nalogo postati mati in večina žensk se tega niti ne prevprašuje. Je pa ogromen poseg v življenje, v način razmišljanja, v način bivanja. Recimo beseda naloga v nemščini se mi zdi slovnično zelo zanimiva. Aufgabe pomeni hkrati naloga in popolna predaja. In to se mi zdi zlasti v zvezi z materinstvom zelo pomensko. In zdi se mi, da je premalo literarnih del oziroma premalo, kako se temu reče, Vorbild. Ja, mogoče, da je tema premalo obdelana, umetniško in življenjsko. Mislite, da je preveč nekih sodb, da je preveč samoumevno? Ja, ženska bo pač postala mama, če pa ne, pa takoj nekakšne sodbe strani. Ali kako mislite? Ja. V bistvu se vedno najraje lotevam stvari, ki so samo po sebi umevne, ker se mi zdi, da te povejo največ o našem svetu, kakršen je. In zlasti jih tudi opazimo, ker so pač samoumevni. Ja, točno to. No, in meni je nekako samoumevno, da vas navdihujejo oziroma da so ena od vaših fascinacij tudi živali, ker se mi zdi, da nekako so prisotne ves čas v vaših delih. Drži? Ja, živali me res fascinirajo in v času vaškega življenja sem imela veliko stika z njimi. Prej nisem res živela z njimi, potem pa sem imela okrog sebe nenadoma pse, zajce in 4 ovne. In pri tem sem opazila, kako velika ovira je bila zame, da ne govorijo človeškega jezika. V naslednjem koraku pa se mi je zdela to velika prednost. Veliko lažje mi je bilo biti naklonjen in zelo hitro sem se navezala nanje. In pri tem se mi je oko izurilo za neverbalno komunikacijo, za telesne signale
In tudi glede na njihove odzive, ki so pri živalih vedno iskreni, sem ozavestila tudi lastne telesne signale in pogosto so mi držale ogledalo in zelo sem jim bila hvaležna, da so me vsega tega naučile. Zdi se mi, da sem jih v končni fazi tako dobro spoznala, da zdaj ljudi gledam bolj živalsko, medtem ko sem na začetku pri živalih delala napako, da sem jih počlovečevala. In veseli me, da je moja napaka zdaj ravno obratna. Navsezadnje so te živali vendarle bile terapevtske, ne? Te ovni. Njihovi starši so bili terapevtske živali, moji štirje ovni so bili pa rojeni v času pandemije, tako da niso imeli stika z ljudmi in niso bili dobri terapevti. Zato so potem prišli k meni. In kdo je zdaj terapevt? Oni ali vi? Oboje stransko verjetno ste izvajali terapije. Ja, in veselilo me je tudi, da sem lahko prodala električno kosilnico. Aha, seveda, sem potrebovala nekaj časa, da sem dojela, kako je zdaj kosilnica povezana s tem. Ja, no, še to pa je, da se je prav na dan, ko so razglasili seznam vseh, ki ste se potegovali za nagrado Ingeborg Bachmann, da se je takrat na vašem pragu pojavila zelena krastača. Ja, to je bilo spet eno od tistih naključij, ki jih ne morem gledati drugače, kot da so znak, kot odblesk neke transcendence, ta občutek mi naključja pogosto vzbujajo. Tako da sem imela ravno zaradi te krastače velika pričakovanja, kar se nagrade tiče. Moram pa, ne bi mi bilo treba, ampak bom omenila, da sem potem 5 tednov zatim našla krastačo povoženo, sploščeno in sem se odločila, da tega ne bom interpretirala kot znamenje. Ker saj veste, po prepričanju poznavalcev Feng Shuija naj bi zgolj figura žabe v dom prinesla napredek, srečo in denar. Vam je dejansko prava krastača to prinesla, tako da pozabite povoženo krastačo. No, sicer pa od nagrade naprej ste verjetno imeli veliko pozornosti, veliko intervjujev. Niste pa ravno človek, čeprav ste zelo prijetna sogovornica, niste pa ravno človek, ki bi mu ugodila vsa ta pozornost. Kako sprejemate zdaj vso to pozornost? Ja, moram reči, da sem 2 leti pred pandemijo, ko sem pisala svoj prvi roman o samoti, nekako zavestno prekinila stike z ljudmi in potem, ko sem se želela spet reintegrirati v svet, je prišla pandemija, tako da sem kar precej let živela precej odročno, tako da je bil najbrž še večji šok, kot bi bil sicer, da sem pravzaprav prvi resničen daljši pogovor s sočlovekom opravila z mikrofonom v roki. V tem trenutku sem se odločila, ko smo prišli do te pandemije in vem, da imamo tega že vsi polno glavo, ampak vendar, če dovolite, bi še jaz prebrala odlomek in bi se potem v enem vprašanju navezala nanj, zelo na kratko. Zima je bila dolga, obraz se mi je pod masko tipa FFP2 polenil, kar čutim, da je tako. Obraz kot maska. Ko je prišlo poletje, predpostavljam, da danes le še poleti zares živimo, pa sem se že preselila v ta odročni kraj. Nekoč je bilo tako, da sem za vsakogar imela svež obraz. Sem imela skupinski obraz, zdaj pa že dolgo nimam nobenega svežega obraza, samo 2 in 3 ponošene. Če lahko k temu pripojem še obraz za poštarja, ki si ga nadenem le za delček dneva, vsi moji obrazi, ki niso v rabi, počasi lenijo v neuporabljivo. Se vam zdi, da je po tem času pandemije postalo tako, da smo se malo polenili? Ja, zdi se mi, da je bila pandemija velik zarez v družbo in zelo vplivala na nas v najrazličnejših pogledih in mislim, da celo ne moremo vseh posledic ozavestiti.
ampak ta odlomek je tudi eden od bolj avtobiografskih. Končala bom, Ana, z mislijo literarnega kritika Klausa Kastbergerja, ki je bil med drugim tudi član te 7-članske mednarodne žirije za nagrado Ingeborg Bachmann. Pravi namreč, da med plesom vodite nemški jezik, kakor da nikdar ne bi živeli v kakem drugem jeziku. Meni se zdi to izjemno lep poklon in želim vam, da še veliko takih plesov, pa ni važno, za Dunajski valček ali pa za jazz balet, bom rekla. Najlepša hvala. Srečno. Beletrina v živo.